Trumpova administracija je napovedala nekaj norega. 30-letni sporazum o jedrskem sodelovanju s Savdsko Arabijo, najbolj dragocena tehnologija, ki jo Amerika lahko ponudi, bo šla v njihove roke. 24 ur po tej napovedi je predsednik Trump napovedal tudi pogoj. Savdijci lahko dobijo ta dogovor, vendar le, če se uradno pridružijo Abrahamovim sporazumom in normalizirajo odnose z Izraelom. Tukaj je težava. Savdska Arabija je zadnje leto javno opuščala prav to. Napadali so Združene arabske emirate, ker so normalizirali odnose z Izraelom. Povezovali so se z Iranom. Vsem so govorili, da noben jedrski dogovor ni vreden kompromisa glede Palestine. Zakaj torej? Bi Trump pogojeval najbolj dragoceno ponudbo na mizi z nečim, kar je Savdska Arabija pravkar zavrnila? No, to nima smisla, razen če se dogaja še kaj drugega, nekaj večjega. Danes bomo razčlenili, kaj se je pravkar zgodilo in zakaj bi to dejansko lahko bilo genialno. In kaj nam to pove o tem, kako bodo Združene države Amerike ostale pomembne na Bližnjem vzhodu, ne da bi ameriški vojaki morali resnično bojevati naslednjo vojno. To je Meet Your Occasion na JNS TV. Pojdimo naravnost k stvari. V zadnjih nekaj mesecih je svetu postalo jasno, kako pomemben je Bližnji vzhod za gospodarsko varnost. In s tem se je začela tekma za pridobitev naklonjenosti glavnih igralcev. Savdska Arabija, ki ima ogromen regionalni vpliv, je nenadoma postala izjemno pomembna. Kdorkoli bo gradil jedrski program Savdske Arabije, bo imel vpliv na kraljevino naslednjih 100 let. Pogodbe o reaktorjih pomenijo popolno oskrbo in vzdrževanje, inženiring, usposabljanje in regulacijo. To je v bistvu zagotovljen 100-letni odnos. In to je nekaj, kar si ZDA res želijo. Toda niso edini. Tudi Rusija in Kitajska tekmujeta, da bi postali ta partner. Rusija gradi reaktorje v Egiptu in Turčiji. Kitajska državna jedrska podjetja gradijo projekte po vsem zalivu. In če bo Rusija prva prišla do Savdske Arabije, Moskva bo potem držala ključe do Savdske Arabije in njene energetske infrastrukture za naslednjih 100 let. Ruski inženirji v savdskih objektih, ruski nadzor nad ključno infrastrukturo, ruski vpliv nad kraljevino. In vsi vemo, kaj to pomeni. Enako velja tudi za Kitajsko, mimogrede. Peking je že posredoval pri iransko-savdskem zbližanju leta 2023. Postavljajo se kot novi varnostni posrednik v zalivu. In z ameriškega vidika to ni samo vprašanje, ali bi morala imeti Savdska Arabija jedrsko energijo. Gre za to, ali bodo Amerika, Rusija ali Kitajska oblikovale prihodnost Savdske Arabije, torej Bližnjega vzhoda. In priložnost za ukrepanje se hitro zapira. Trump je ukrepal zdaj, ker je moral. Ampak zakaj bi Savdska Arabija sploh potrebovala jedrsko tehnologijo? Najprej zato, ker se njihovo gospodarstvo sesuva. Vizija 2030. Obsežen projekt diverzifikacije, ki naj bi Savdsko Arabijo iz naftne države spremenil v sodobno gospodarstvo, se ustavlja. V prvem četrtletju 2026 so imeli 34 milijard dolarjev proračunskega primanjkljaja. Cene nafte jim preprosto ne dajo več finančnega manevrskega prostora, ki so ga bili vajeni. Zgraditi morajo naprave za razsoljevanje, podatkovne centre in industrijske cone. Vse to pa zahteva energijo, pri čemer jim lahko jedrska energija resnično pomaga. A to je le del gospodarske slike. Pravi problem je Iran, kot vedno. Leta 2022 je savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman jasno povedal, in citiram: "Če bo Iran dobil jedrsko orožje, ga bomo dobili tudi mi." Izrazil je stanje na Bližnjem vzhodu, ki ga vidi kot neizogibno. Če se Iran oboroži, se mora iz nuje tudi Savdska Arabija. Seveda se ZDA proti temu borijo. Nočejo, da bi imel Iran jedrski program. Vendar, ker to ni tako enostaven in gladek proces, ne stavijo vsega le na vojno. Savdska Arabija se počuti obkroženo. Obkrožajo jih iranske zavezniške skupine. Hutiji v Jemnu izstreljujejo rakete na njihove naftne objekte. Hezbolah v Libanonu, milice v Iraku. Vsi oboroženi in financirani strani Irana. Zato potrebujejo boljše odvračilno sredstvo. Zanašali so se na ZDA, a zdaj vidijo, da to preprosto ne deluje. Leta 2023 so poskusili s kitajsko potjo. Peking je posredoval pri dogovoru z Iranom za obnovitev diplomatskih odnosov. Nenadoma, po desetletjih smrtonosnega sovraštva si stiskajo roke. Savdska Arabija je pomislila, morda se s tem konča konflikt. Morda je zdaj Peking lahko novi varnostni posrednik. Ampak kaj se je zgodilo? Iransko orožje je še naprej prihajalo do Hutijev. Napadi na ladijski promet v zalivu se niso ustavili. Peking lahko posreduje pri mirovnih pogovorih, ne more pa braniti pred izstrelki. In Peking ne more deliti obveščevalnih podatkov. In Peking ne more povezati zračne obrambe s sistemi za zgodnje opozarjanje. Tako je Savdska Arabija leta 2025 v resnih težavah. Potrebujejo jedrsko tehnologijo, potrebujejo obrambne sisteme, potrebujejo gospodarska partnerstva. Morajo biti še bolj vključeni v svetovna trgovinska omrežja, kot so že zdaj. In nič od tega ne dobijo od Irana ali Kitajske. Zato so osamljeni in obupani. Aprila 2026 se stvari začnejo spreminjati. Potem, ko sta ZDA in Izrael izvedla vojaške operacije proti Iranu, je Teheran sprožil svoj največji neposredni napad na savdsko ozemlje po napadih z raketami Scud Sadama Huseina leta 1991. Več iranskih raket je zadelo savdske naftne objekte in povzročilo škodo v višini več 10 milijard dolarjev. In kako se Savdska Arabija odzove? No, javno pravzaprav ne. Izrečejo običajne obsodbe Irana. Pokličejo iranskega veleposlanika na pogovor. Nočejo se zares vojaško odzvati, kar je pomembno.
Ko je iranski zunanji minister poklical voditelje 5 zalivskih držav jutro po prekinitvi ognja, le Saudska Arabija je sprejela klic in le Savdijci so dvignili telefon. Seveda vse to počnejo v podporo Palestini in so proti Izraelu ter stopnjevanju napetosti. Vendar spremljajo, kaj se dogaja v ZAE in vedo, da ZAE branijo izraelske obveščevalne službe. Ameriški sistemi zračne obrambe pa pomagajo varovati saudske naftne objekte. Vedo, da bi omrežje Abrahamovih sporazumov lahko dejansko delovalo. Lahko bi jih branilo v realnem času. In tako je Saudska Arabija javno izjavila, da ne bodo vojaško vračali udarca za zaščito svojih naprav za razsoljevanje. Toda resnična situacija je takšna. Saudska Arabija ve, da mora biti odvisna od izraelsko-ameriškega omrežja, kateremu javno nasprotujejo. Kritična infrastruktura, ki jo ščiti partnerstvo, ki se mu nočejo pridružiti. In Trump to ve. Dokaz, da Saudska Arabija dejansko potrebuje to, kar lahko ponudita Izrael in Amerika. Dokaz, da je formalno partnerstvo, ki se mu Saudska Arabija izogiba, prav tisto, od česar bo odvisno njihovo preživetje. Trump je pogledal na situacijo in v tem videl vzvod pritiska. Saudska Arabija pravi, da noče sodelovati z Izraelom. Ampak Saudska Arabija mora sodelovati z Izraelom. Njihovo gospodarstvo to potrebuje, njihova varnost to potrebuje, njihovo preživetje to potrebuje. Lahko bi jih branil sistem, h kateremu se javno nočejo pridružiti. Preko ameriških posrednikov dobivajo obveščevalne podatke, ki bi jih lahko dobili neposredno od Izraela. Izolirani so od nekaterih svetovnih trgovinskih poti, do katerih bi lahko dostopali prek izraelskih pristanišč in koridorjev. In ponudba Trumpa je preprosta. Vem, kaj v resnici potrebujete in ne kaj javno pravite, da želite. Kaj v resnici potrebujete? Jedrski reaktorji, integrirani varnostni sistemi, gospodarska partnerstva, dostop do izraelskih obveščevalnih informacij in tehnologije, ki jih trenutno dobivate le prek Washingtona. Celoten paket in lahko ga imate. Vse to. Toda cena za vstop je, da se formalno in javno pridružite Abrahamovim sporazumom in začrtate novo pot za Bližnji vzhod. Brez več pretvarjanja. Zavežete se partnerstvu, od katerega bi lahko imeli koristi že zdavnaj in od katerega imamo vsi koristi. To je sijajen vzvod, ker ne grozi s tem, kar si želijo. Ponuja jim tisto, kar dejansko potrebujejo in jih sili, da za to plačajo svojo politiko. Hkrati pa jim pomaga iz zagate. Ne morejo kar tako skleniti dogovora z Izraelom. Savdijci so skoraj povsem proti temu, vendar ga lahko vključijo kot kompromis, da Savdijcem dajo tisto, kar želijo. Biti varni, zaščiteni in najmočnejši igralec na Bližnjem vzhodu. Kaj torej Trump pravzaprav ponuja? No, sporazum po členu 123 je uradni izraz iz zakona o jedrski energiji. V bistvu je to pogodba, ki pravi, da bodo ZDA zagotovile jedrsko tehnologijo, reaktorje in gorivo, v zameno pa Saudska Arabija se strinja, da ne bo bogatila urana na svojem ozemlju ali predelovala plutonija. In tukaj je razlog, zakaj je to pomembno. Bogatenje urana je tehnični postopek, ki ločuje izotope urana. Če uran obogatite na nizke ravni, recimo 3 do 5%, lahko poganjate reaktorje. Zdaj imate ogromno količino energije, vendar še nimate zmogljivosti za jedrsko orožje. Ko ga obogatite na 90%, takrat gradite jedrsko orožje. Samo 5 držav na svetu bogati uran, ne da bi imele jedrsko orožje. In to je namerno, ker ko enkrat obvladate tehnologijo, je izdelava orožja le še stvar odločitve. Trumpov dogovor vključuje 2-letno študijo o tem, ali je obrat za bogatenje urana v Saudski Arabiji ekonomsko izvedljiv. In če je, Saudski Arabiji 10 let ni dovoljeno samostojno bogatiti urana. A tu je past. Dogovor ne zahteva, da Saudska Arabija podpiše dodatni protokol, mednarodni sporazum, ki inšpektorjem daje pooblastilo, da lahko iščejo kjerkoli, kadarkoli, brez predhodnega obvestila. Brez tega lahko inšpektori preverjajo le kraje, ki jih Saudska Arabija sama razglasi. Tajne objekte bi lahko skrili. In to je tveganje. Donald Trump tvega, da je zaveza Saudske Arabije k Abrahamovim sporazumom formalna, javna, ki jih veže na Izrael in na zahodne ideale, več kot le varnostni ukrepi glede bogatenja. Torej, kako bi to delovalo? V zadnjih nekaj mesecih se je Saudska Arabija naučila nečesa, česar si v resnici noče priznati. Sodobnega gospodarstva ne moreš braniti pred raketami in droni povsem sam. To bo trajalo leta. Tvoje naftne naprave, obrati za razsoljevanje, pristanišča, letališča, tvoj ugled, podatkovni centri, ki so vsi del vizije 2030. Vse to so zdaj stalne tarče, če se Iran odloči, da jih napade. In to lahko stori. Izrael ima sisteme, ki delujejo. Protibalistični sistem Arrow za grožnje na dolge razdalje, Davidova prača za grožnje na srednje razdalje, radarski sistemi, sistemi za zgodnje opozarjanje. Desetletja so jih izpopolnjevali proti iranski grožnji. Ampak tukaj je težava. Ti sistemi ne pomagajo Saudski Arabiji, razen če obstaja neposredna koordinacija. In neposredna koordinacija pomeni neposreden odnos. Neposreden odnos pa pomeni normalizacijo. In potem je tu še južna grožnja. Hutiji, ki jih podpira Iran in so oboroženi z iranskimi raketami in droni, ogrožajo ladijski promet skozi ožino Bab el-Mandeb. Ogrožajo infrastrukturo Saudske Arabije ob Rdečem morju. Izrael je že začel priznavati Somaliland in razvijati obveščevalne mreže v zalivu, posebej za soočanje z grožnjo Hutijev. Saudska Arabija se prav tako bori proti Hutijem, vendar ločeno. Če bi normalizirali odnose, bi to nenadoma postala skupna operacija. Izmenjava obveščevalnih podatkov, usklajeni napadi. Veliko bolj učinkovito in vsi bi imeli koristi. In potem je tu seveda še gospodarski vidik. Saudska Arabija si želi diverzificirati gospodarstvo. Vizija 2030 naj bi ustvarila gospodarstvo, ki ni popolnoma odvisno od nafte, vendar tega ne moreš doseči, če si izoliran. Potrebujete trgovinska partnerstva. Biti morate del globalne dobavne verige.
In Abrahamovi sporazumi ustvarjajo ta gospodarski koridor. Seveda obstaja tudi nekaj, kar se imenuje Indijsko-bližnjevzhodno-evropski gospodarski koridor, IMEC, ki je trenutno zastal, ker morata Saudska Arabija in Izrael sodelovati, da bi ga uresničili. IMEC bi v bistvu omogočil prenos stvari z tiste strani sveta proti Evropi brez Irana. In to, kot vsi vemo, bi bilo zelo, zelo pomembno. Če bo mir, se bo to premaknilo naprej. Saudska Arabija se pridruži. Dobijo neposredne trgovske poti skozi Izrael v Evropo in Azijo. Obstajajo dejanske infrastrukturne povezave, ki jih povezujejo z globalnim gospodarstvom. Predstavitev administracije Donalda Trumpa je v bistvu: potrebujete izraelsko tehnologijo za obrambo, potrebujete izraelska pristanišča in logistiko za trgovino, potrebujete izraelske obveščevalne podatke za operacije proti Hutijem. Od tega neformalno že nekoliko imate koristi. Zakaj tega ne bi formalizirali? Javno se pridružite Abrahamovim sporazumom. In v zameno vam Amerika ponudi jedrski dogovor, integrirano varnost, gospodarsko partnerstvo, vse, kar dejansko poskušate zgraditi. In čeprav se to sliši kot neverjetna ponudba, je treba nekaj spoznati. Dati islamistični entiteti jedrske zmogljivosti je tveganje. Saudska Arabija ima zgodovino opuščanja zavez, kadar ji to ustreza. Po vojnah s Hezbolahom leta 2006 in 2024 se je Libanon zavezal k razorožitvi milice kot delu premirja. Saudska Arabija je to podpirala, ker je želela ustaviti Hezbolah. In kaj se je zgodilo? Libanon Hezbolaha nikoli ni razorožil. Namesto tega so si prilastili vse izraelske koncesije. Ozemlje je bilo določeno, sile. Dovolili so, da se je Hezbolah ponovno oborožil. A bolj kot to, da so lahko nestanovitni, je ob trenutnih političnih razmerah v Saudski Arabiji in propadajočem gospodarstvu so na Bližnjem vzhodu državni udari žal zelo pogosti. Prihodnost ni nikoli zagotovljena. In predaja jedrskih zmogljivosti subjektu, ki se lahko obrne proti tebi, je tveganje. Da bi bilo to tveganje vredno, želijo ZDA zagotovilo, da so Savdici zavezani zahodnemu načinu, da bodo vpeti v zavezništva z Zahodom in njegovimi zavezniki, kot je Izrael, da tega ne bi tako hitro razveljavili. In obstaja še več zapletov. Vidite, prestolonaslednik Bin Salman potrebuje zmago doma, vendar so njegovi ljudje besni zaradi Palestine. Solidarnost s Palestinci je resnična. Iranske grožnje pa so prav tako resnične, prav tako tudi gospodarska stiska. Torej, ali bi bilo to sploh mogoče? No, ne more preprosto tleskniti s prsti in spremeniti javnega mnenja. Če bo prehitro in preveč javno forsiral normalizacijo, ne da bi jo ustrezno predstavil, tvega notranjo nestabilnost, tvega, da bo videti, kot da se prodaja Izraelu, medtem ko se njegova država gospodarsko sesuva. Zato je moral Trump ustvariti ponudbo, ki je tako dobra, da jo lahko ljudje upravičijo in jo lahko tudi sam upraviči pred svojimi ljudmi. Ne samo kot normalizacijo z Izraelom, ker je to očitno še vedno politično strupena tema, ampak kot vstopnico za veliko pogodbo. Da, pridružujemo se Abrahamovim sporazumom, vendar dobivamo ameriške jedrske reaktorje, integrirano varnost z najbolj naprednimi obrambnimi sistemi na svetu, dostop do gospodarskih koridorjev, sedež za mizo novega bližnjevzhodnega reda. V zameno pa ščitimo svoje ljudi, svoje gospodarstvo in svojo regijo pred iranskimi grožnjami. ZDA dobijo zaveznika, močnega in so vezane na dogovor, a kar je še pomembneje, ne podpira sovražnikov. To je genialna in močna poteza, vendar še zdaleč ni zagotovljena. Odvisno je od tega, ali bo prestolonaslednik pripravljen na politični boj doma in ni nobenega zagotovila, da bo ali da ga bo sploh lahko dobil, če se ga loti. In potem je tu seveda še kongres. Po zakonu o jedrski energiji mora ta dogovor skozi 90-dnevno obdobje kongresnega pregleda. V tem času lahko zakonodajalci vložijo skupno resolucijo o zavrnitvi, da ga blokirajo. Kakšne so skrbi kongresa? Kongres skrbi zaradi 3 glavnih težav. Da dogovor brez dodatnega protokola ne omogoča resničnega inšpekcijskega nadzora. Saudska Arabija je pravkar opustila normalizacijo odnosov z Izraelom, zaradi česar so nezanesljiv jedrski partner. Pravkar so si premislili. Tehnologija za obogatitev pa je po svoji naravi dvojne rabe, kar pomeni neposredno pot do izdelave jedrskega orožja. Te skrbi lahko združijo tako republikance kot demokrate do te mere, da v bistvu blokirajo celoten dogovor. Če pa poznajo koristi, bi to morda še vedno lahko uspelo. Torej, tukaj je, na kaj morate biti pozorni v naslednjih 90 dneh in kasneje. Prvo, ali se Saudska Arabija uradno zaveže k Abrahamovim sporazumom? To je ključni preizkus. Ni dovolj, da namigujejo na normalizacijo ali da sklepajo tihe dogovore. Trump potrebuje javno, uradno izjavo, da je Saudska Arabija pripravljena to storiti. In če prestolonaslednik MBS poda to izjavo, bo kongres verjetno odobril jedrski dogovor. In če omahuje, če reče, da potrebuje več časa, ali če poskuša to obiti s pogajanji, je to vaš znak, da se to morda ne bo zgodilo tako gladko. Drugo, kaj bo kongres storil v 90-dnevnem roku za pregled? Republikanci in demokrati bodo postavljali težka vprašanja o dodatnem protokolu in o tehnologiji bogatenja, ter o tem, ali lahko zaupamo Saudovi Arabiji. Dejstvo, da ni inšpekcijskega nadzora, je očitno problematično in ne kaže na dobre namene. Če bodo zaslišanja razkrila resne pomisleke obeh strank, bi lahko kongres to blokiral. Bodite pozorni na to, kdo se oglaša in kaj govori. Opazujte tretjo točko. Kako se spreminja javno mnenje v Saudski Arabiji? To je najtežje spremljati. Če začnejo saudski državni mediji razlagati normalizacijo kot varnostno nujnost proti Iranu, potem prestolonaslednik pripravlja svoje ljudi. Če retorika ostaja ostro protiizraelska, če javno okleva, je to znak, da ni pripravljen na politični boj doma. In seveda številka 4. Ali Saudska Arabija na skrivaj pogaja z Rusijo ali Kitajsko?
Če kitajska jedrska podjetja nenadoma napovejo nove projekte v Saudski Arabiji, ali pa slišite za dogovor z Rusijo, to je znak, da si Savdijci puščajo odprte možnosti. To bi pomenilo, da je Trumpov vpliv šibkejši, kot mislimo, in da niso popolnoma zavezani. In seveda, po mojem mnenju najpomembnejši, moramo spremljati številka 5, odziv Irana. Iran bo to pozorno spremljal. Če bodo stopnjevali napade na Saudsko Arabijo ali Hutije, da bi kaznovali kakršnokoli gibanje proti normalizaciji, to dejansko okrepi Trumpov argument. Večja grožnja pomeni večjo potrebo po izraelskem partnerstvu. Če pa Iran nenadoma ponudi popuščanja ali se obrne k diplomaciji s Saudsko Arabijo, poskušajo kraljevino odvrniti od dogovora. Že vemo, da je bil 7. oktober deloma sprožen, da bi preprečili dogovor med Saudsko Arabijo in Izraelom. To jim ni všeč. Bojijo se ga. In prav to strah jih lahko spodbudi k dejanjem, če bodo mislili, da se to res dogaja. Obstajajo tudi druge stvari, ki lahko vplivajo na to, naprimer javne izjave Izraela. Imeli bodo mnenja o tem dogovoru, želeli bodo stroge pogoje glede bogatenja, želeli bodo izrecne varnostne zaveze od Saudske Arabije. Če bodo izraelski uradniki javno začeli izražati nezadovoljstvo, da je dogovor prešibek, bi to lahko nakazovalo na morebitne težave v okviru Abrahamovih sporazumov. Najbolj pomembno pa je, kaj bo naslednja poteza prestolonaslednika Mohameda bin Salmana. Bo šel v javnost, bo obiskal Washington, bo imel govor o regionalnem sodelovanju proti iranskim grožnjam. Njegova dejanja v naslednjih 30 dneh nam bodo pokazala, ali Trumpov vpliv dejansko deluje, ali pa se Saudska Arabija pripravlja na izhodno strategijo. Trump trenutno stavi na 3 stvari. Stavi na to, da so spodbude močnejše od ideologije, da je strah pred izgubo ameriške podpore močnejši od strahu pred javnim mnenjem in da bodo, ko državi ponudite tisto, kar nujno potrebuje, ne tistega, kar pravi, da si želi, sprejeli težko odločitev in se zavezali. Stavi na to, da bodo jedrski reaktorji, integrirana varnost, gospodarsko partnerstvo in dostop do tehnologije ter sposobnost premagati Iran dovolj, da bo prestolonaslednik Mohamed bin Salman pripravljen na politični boj doma. Stavi na to, da mreža Abrahamovih sporazumov deluje, da ko so regionalne sile povezane prek tehnologije, obveščevalnih podatkov in gospodarskih vezi, jih to dolgoročno poveže. Ostanejo zavezani. In morda ima prav. Regionalne sile so že prej spremenile smer. Egipt je prešel iz Sovjetske zveze k Ameriki. Združeni Arabski Emirati so se odločili za normalizacijo kljub desetletjem protiizraelskega razpoloženja. In tudi Saudska Arabija bi lahko. Ali pa se Donald Trump moti. Saudska Arabija bi lahko dobila dogovor o reaktorju in se nato potiho znova približala Iranu. Uran bi lahko bogatili na skrivaj. Jedrsko tehnologijo bi lahko uporabili kot vzvod, ne pa za obrambo. Lahko bi dali javne zaveze in nato začeli igrati na več strani v trenutku, ko bi se Trumpova pozornost preusmerila drugam. Vse to so možnosti in to bomo zelo pozorno spremljali, saj bi to lahko pomenilo razliko med tem, ali bo Bližnji vzhod šel proti miru, ali pa se bodo razmere še bolj zapletle. Naslednjih 90 dni nam bo pokazalo, kaj se bo zgodilo. Sem Aja Jirke in se vidimo naslednjič.